Čeprav je do Božiča še 236 dni, se bomo že zdaj odpravili v tisti čas. Zasneženo ameriško mestece diši po cimetu, krompirjevih polpetih in čudovitih najstniških romancah. Knjigo Zima, zima bela sta brala Rok in Bor. Knjiga Zima, zima bela na začetku spominja na neke tipične pocukrane ameriške filme. Toda pozneje, ko padeš malce bolje notri, pa vidiš, da ima tudi globlje sporočilo. Kaj bi rekel, da je bilo zate to sporočilo, Bor? Ja, vsi najstniki v romanu imajo neke težave, ker si ne upajo svojih misli sporočiti svoji družici. Če bi nekako povzel sporočilo romana, bi se glasilo takole. Ljudje si moramo svoje težave zaupati, še posebej pa tisti, ki so znotraj ljubezenske zveze. Ja, ampak to je včasih lažje reči, kot pa zares storiti. No, zgodba se začne na vlaku, ki obtiči v snežnem metežu. To je bilo blizu mesteca Greystown, ki postane center našega dogajanja. Kaj storijo potniki, ki so obtičali na vlaku? Najprej nekaj časa čakajo, potem pa bili prebije led in se čez zasneženo avtocesto odpravi do bližnje kavarne Waffle House. Ja, prebije led v prenesenem in tudi pravem pomenu besede. Ta Waffle House potem postane res neko središče, kjer se prepletajo vse naše zgodbe. 3 različne zgodbe, 3 različnih avtorjev, vsi pa imajo iste osebe, dogajajo se na isti božični večer v istem mestecu. Katera izmed teh 3 zgodb je tebe najbolj prevzela? Ja, najbolj mi je bila blizu druga zgodba, Fantastični božični čudež. Je še najbolj akcijska in ima za moje pojme zelo dober humor. Gre za nekakšno tekmo med 3 prijateljskimi skupinami, ki tekmujejo, katera bo prva prišla do kavarne Waffle House. Ja, se strinjam, tudi jaz sem oboževal drugo zgodbo. Knjiga te pa res ponese v čas najstniške mladosti, v božični čas, pa predlagam, da o tem pa vprašajva še prevajalko, ki je po priimku sodeč božični čas kar blizu. Neža Božič, pozdravljena. Kako ste vi doživeli to zgodbo in tudi vas ponesla v čast najstniške norosti in pa morda kakšne osebne božične zgodbe? Ja, lahko bi kdo mislil, da moj priimek zagotavlja veselo božično vzdušje vse leto, ampak vmes se moram kdaj tudi zaresniti. Ja, seveda zgodbe zbudijo spomine. Božič sem imela vedno rada, vendar noben moj božič ni bil tako pester, da ne rečem divji, kot za junake v tej knjigi. Bi si pa želela. Hvala, Neža. Ja, tudi pri meni božiči niso tako divji, ampak za božič celo včasih paše, da je bolj mirno. Zagotovo pa ne bo mirno v studiu, kjer ima Juž za tekmovalce že pripravljeno vprašanje. Res je, Rok, vprašanje torej. Kaj označuje Rok z besedno zvezo pocukrani ameriški filmi, ki jih primerja z obravnavanim delom? A. Zgodbe, ki se izogibajo resnim temam in vsebujejo nepričakovane preobrate. B. Najstniške ljubezenske zgodbe s kompleksno psihološko tematiko. C. Zgodbe, ki imajo na prvi pogled lahkotno naravo, vendar skrivajo globlja sporočila. Ali D. Ljubezenske zgodbe z napovedljivim razpletom in idealiziranim koncem. Hitro smo 2-krat dobili odgovor D. Ljubezenske zgodbe z napovedljivim razpletom in idealiziranim koncem. Rumeni, imate radi pocukrane zgodbe? Odvisno. Odvisno, koliko je pocukrana, ne? Ja. Dobro. Ja. Rokov prvi vtis o delu Zima, zima bela je, kot da gre za klišejski, lahkoten in predvidljiv ljubezenski film. Pozneje pa ugotovi, da delo vsebuje globlje sporočilo kot zgolj pocukran ameriški film. Pravilen je res odgovor D, ki je obema ekipama prinesel po 5 točk.